se zdi današnja razprava ne samo zelo zanimiva, ampak tudi zelo potrebna. Zelo potrebna zaradi tega, ker veliko prepogosto krat postavljamo zidove tam, kjer jih ni. In jih postavimo sami. In zelo pogosto naravoslovci in tehniki ne razumemo družboslovcev in obratno. In zame je danes eden najpomembnejših stvari, o katerih bi se morali govoriti o tem, da razvoja posamezne vede, razvoja posamezne discipline, razvoja posamezne panoge enostavno ni. Neka družba se lahko razvija samo kot celota. Znanost mora v neki družbi, kot je recimo naša, upoštevati prav vse segmente te znanosti. Ne more se razvijati samo fizika ali pa samo kemija ali pa na drugi strani samo filozofija. Lahko imamo pa bolj uspešne raziskovalce v določenem času na eni od teh disciplin. Ampak to je pač življenje. In danes se bomo pogovarjali predvsem o razlikah pravzaprav, z namero, da bi našli skupne točke. Želimo torej konsens, ampak če hočemo konsens doseči, moramo najprej vedeti, kje so razlike. In da ne boste mislili, da so razlike samo med naravoslovjem, tehniko in družboslovjem. Velike razlike so med naravoslovjem in tehniko. V naravoslovju praktično vsak problem, ki ga obravnavamo, v večini primerov rodi dva nova problema. In ta dva nova problema rodita še dva nova problema in na koncu dobite neko zelo široko verigo, ampak tvori znanje. Ki tvori znanje, ki se ga včasih ob nekih določenih skokih da posplošiti in poznamo potem neke naravne zakonitosti zapisati v obliki nekih znanih, formalno, matematično, formalno zapisanih zakonov. Tehnika je nekaj drugega. Tehnika ni odpiranje problemov. Tehnika, posebej inženirstvo, je zapiranje problemov. Je ustvarjanje produkta, je ustvarjanje nekaj, kar ima funkcijo. In seveda tudi tehniki najprej sežejo po znanju. Po tistem znanju, ki so ga vsi raziskovalci ustvarjali, iz tega znanja črpajo osnove in zapirajo probleme. Ne da bi včasih zelo natančno razumeli mehanizme, ki vodijo zapiranje teh problemov. Pomembneje je, da se nek problem, neka stvar odvija vedno na enak način in da vedno enak rezultat. To je za inženirja najpomembnejše. In to najlepše popiše anekdota, ko so Mihaela Schumacherja med dirko vprašali Michaela, a imaš vse pod kontrolo? Je rekel, hvala Bogu ne, ker če ne bi bil prepočasen. In približno enako je pri inženirju. Ne moremo imeti čisto vsega pod kontrolo, ampak končen cilj je pa seveda biti najhitrejši, recimo na Formuli 1 dirka v nekem določenem krogu. Enim in drugim, naravoslovcem in tehnikom pa je skupno to, da uporabljamo univerzalen in popolnoma enoznačen formalistični jezik, ki mu pravimo matematika. Ta naš jezik, ki ga uporabljamo, omogoča stalno in popolno verifikacijo tistega, kar smo na nek način odkrili, kar smo naredili. V družboslovju, v humanistiki je jezik drugačen. V veliki večini primerov določene teze dokazujemo s pogovornim jezikom, z razpravo. Verificiramo jih v večini primerov naknadno, na osnovi dogajanj v družbi. Tudi če uporabljamo matematična orodja za napovedovanje, je edina možnost za končno verifikacijo so dogodki, ki se zgodijo v družbi. Takrat, kasneje, ampak ko se zgodijo. Vendar pa velja za naravoslovce, družboslovce, humaniste, tehnike ena stvar, da rezultate svojega dela preverjamo na enak način, z razpravami. Vedno z znanstveno določenimi razpravami, bodi si v znanstvenih revijah, bodi si v dialogu, in to so, nekako pridemo do tega, da imamo v končni fazi enake postopke. Kaj pa zanesljivo imamo skupnega? Žal, neko zelo negativno stvar, da nam ljudje vedno manj zaupajo.
družba, celovita družba, enostavno prepogosto meni, da smo raziskovalci nekako prišli v službo kapitala, v službo velikih sistemov, gospodarskih, političnih, takšnih in drugačnih, in da nismo več popolnoma avtonomni pri tem, kar delamo. In tu se seveda zdaj zastavi zame tisto osnovno in odločilno vprašanje. Ali smo pošteni? Ali smo pošteni tisti, recimo, ki delamo na področju genskih raziskav, ko delamo gensko manipulirane organizme? Ali vas je strah, kaj se dogaja s temi organizmi, ali nam res verjamete, da delujemo tako, da vedno in v vsakem trenutku obvladamo stvar, ali znamo tudi mogoče kdaj kako stvar preskočiti. Kar se mene tiče, ni nobenega dvoma, da so gensko manipulirani organizmi, da so raziskave na tem področju potrebne. Pa vam bom dal en zelo preprost primer. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu 366 milijonov ljudi z diabetesom. In vsi veste, v Sloveniji, zanimivo, jih je 125 tisoč, ki imajo diagnosticiran diabetes. In ljudje, ki imajo diabetes tipa 1, potrebujejo večkrat na dan inzulinske injekcije, ali pa celo že inzulinsko črpalko, in inzulin, humani rekombinantni inzulin, se pripravi z gensko manipulacijo bakterij. In če ne verjamete, da teh vsej 150 milijonov ljudi, od teh 366 milijonov, živi normalno življenje, zaradi tega, ker znamo z rekombinantno tehnologijo pripraviti humani inzulin, potem bo pač treba vprašati te ljudi. In jaz sem trdno prepričan, da drugega načina ta hip za izdelavo genske humanega inzulina, kot je genska manipulacija, ni. Še več kot to, da je cela vrsta zdravil, ki jih pripravimo na tak način, in da so ti postopki potrebni in da so podvrženi strogi etični kontroli. Pa zamenjajmo nekaj besed. Genska manipulacija. Kaj pa manipulacija z ljudmi? Ali so raziskave, ki omogočajo manipulacijo mas, znanost? A so te raziskave podvržene etičnim komisijam, tako kot so na področju recimo genske manipulacije? Jaz mislim, da so podvržene, nedvomno najmanj, kar so podvržene etiki vsakega posameznega raziskovalca. In jaz v to etiko verjamem. Ampak vsem tem se moramo pogovarjati, če hočemo, da nam bo družba verjela, vsem tem se moramo resno pomeniti in se moramo zavedati, da so pogovori o vrednotah v znanosti več kot potrebne in da so pogovori o etiki v znanosti in tehniki tisti, o katerih mogoče res še vedno govorimo malo premalo. Dovolite mi torej, da za konec rahlo spremenim uvodni stavek. Rekel sem, pogovarjali se bomo o razlikah z namenom, da bi iskali skupne točke in poglede. Dejansko to ni dovolj. Pogovarjali se bomo o razlikah, drži, ampak z namenom, da bi našli skupne točke. Z namenom, da bi dosegli konsens v tej naši sredi in da bi poskušali tudi ostale prepričati, da tako kot mi verjamemo, da je samo holistična, celovita znanost tista, ki omogoča napredek človeštva, tako moramo pravzaprav vsi skupaj verjeti, da če v resnici hočemo napredek naše družbe, se bomo o nekaterih stvareh, Bog ne daje vseh, ampak o nekaterih stvareh pa le morali pomeniti in skupaj opredeliti pot za naprej. In takih rešitev, takega splošnega konsenza ne more biti, če v tem pogovoru ne sodelujejo ljudje različnih disciplin, različnih panog in različnih pogledov. In upam in želim, da bi ti naši večeri peljali v tej smeri. Hvala lepa.